Imamo pa danes tudi tukaj med nami en primer, in sicer člana, ki želi povedati, kako je sodeloval v tej ustanovi, več bo pa povedal sam o tej mednarodni organizaciji in o poteku, kako je to potekalo. Egidi, izvoli. Blagoslov sem. Evo, 2009, se pravi, po 13 letih se je pojavila priložnost, da vam pokažem mojo diplomo Združenih narodov. Ambasador, lahko še tam preklopiš, da bojo videli. Ambasador, edino v Sloveniji, financirala je Olimpijski komite Katarja in Združeni narodi. Peljal sem z avionom iz Brnika v Prago in potem na Poljsko, 6 fantov, mladoletnih. 4 so bili rokometaši, jaz sem bil trener rokometa in 2 sta bila nogometaša. Mogli bi biti nas 10, 2 trenerja, se pravi 4 nogometaši, 4 rokometaši in trener za vsake te. Zelo na hitro smo se mogli odzvati na to vabilo. Posredoval je Vojko Korošec, ŠKL, se ga spomnite. In pač, ker je z Gorenjske, jaz sem takrat treniral v Tržiču rokomet in sem prek Biserke izvedel za to zadevo in smo mogli v eni noči poslati dokumente, potne liste, številke. Plačano je bilo vse. En teden smo tam živeli v hotelu, v enem športnem centru Spala. Približno takole to izgleda. Se bolj slab vidi. Zdaj je v redu. In bili smo pa iz enih 13 držav, se pravi, to je bila Albanija, Makedonija, Srbija, Slovenija, Belorusija, Ukrajina, Poljska, par se jih ne spomnim, glavno je bil ta vzhodni blok. Meni se vse sumljivo zdelo, kva zdaj to vse nekaj zastonj, nekam nas vlečijo, kva je to za ena mafijska organizacija. Res sem bil skeptičen, ne. No in potem pridemo tja, v hotel, na letališču so nas čakali, vse z avtobusom, vse zorganizirano do hotela. In potem začne dopoldne, smo imeli pač neke treninge, potekal je turnir v rokometu in nogometu in po kosilu so bila neka predavanja. Češ, da se je ta organizacija ustanovila zato, da bi otroke potegnili z ulic, ki se drogirajo, in da bi jih utegnili ven iz kriminala, da bojo v športu pač bolj varni, ne. In pol nekje tam tretji dan, ta šef, ki so ga nastavili, nek črnec je bil, ne vem točno s kje, s Havajev, s kje, uradni jezik je bil angleščina, in pol enkrat tretji dan reče, no, vi boste pa med sabo zdaj prijatelji in se boste lahko pogovarjali preko Facebooka. Aha, ja, to je zdaj pol fora, da imamo mi Facebook. In se pravi, jaz na koncu so nam dali še take lepe medalje vsem, ne, čisto vsem trenerjem. Zlate medalje. Prva moja v življenju, sem rekel, super, ne. In potem smo mi med sabo komunicirali prek Facebooka z vseh teh evropskih držav. To je bilo leta 2009, avgusta smo šli, se pravi, kdaj je že bilo avgusta? Julija. Takrat še Facebooka ni bilo. No in jaz sem mislil, da bo to dejansko nekaj prek Ministrstva za šolstvo in šport v Sloveniji, prek teh organizacij se kaj dogajalo, ne, na mednarodni povezavi. Ampak mene je od takrat naprej noben ni povohal. In zdaj, ko pogledam nazaj, je bilo to v bistvu zelo dobro izkoriščena naložba, da smo mi brezplačno pripeljali Facebook v Slovenijo, da se je ta mreža razširila, da je lahko CIA dobila mrežo osebnih podatkov od vseh evropskih državljanov. No, tako v bistvu to poteka, ne. Dobili smo pa en kup enih plačanih stvari, celo torbo smo še enih aparatur dobili domov, oblek, trenerk, majic, drugih spominkov. Dejansko so nas obdarili boljška za božička.
In zdaj pa idete malo nazaj pogledati, kdo je 2009 že imel Facebook v Sloveniji. No, v bistvu so v bistvu Združeni narodi naredili zato, da je Facebook prišel gor. Ne, da se mi borimo proti drogam in kriminalu, da bojo otroci več v športu. No, to je moja izkušnja. Kako sem pomagal Facebook pripeljati v Slovenijo za ameriško cijo. Ja, hvala. Namreč, ruska vlada ga je razglasila za teroristično organizacijo prejšnji teden. Tako da boste vedeli, zadeve so vse, kar je Facebook tudi kupil, se v Rusiji pod zakonom ne sme več uporabljati, oziroma v nasprotnem primeru si takoj vpleten v teroristične aktivnosti in seveda takoj sledi sodba in zapor in tako naprej. To so povračilni ukrepi Rusov zdaj proti tej teroristični organizaciji in seveda jaz, ko sem to prebiral, prevajal, gledal, bral in se čudil, sem prišel na idejo, da je treba tudi pri nas nekaj v tem smislu ukreniti, prebrati 99. člen Kazenskega zakonika. Stoti člen. In tako naprej, in videti, kdo so teroristi v Sloveniji, kdo ubijajo, kdo uvaja kemično orožje, kemične strupe in množične umore. Naša vlada, zdravstvo, politiki, s tem je treba zaključiti. Te ljudi je treba proglasiti za morilce, ker to, kar se dogaja, kar počnejo in s temi zakoni, ki jih zdaj uveljavljajo celo na referendumu, zato da ljudi sami sebi jamo skopljajo, je več kot preveč. Bomo pogledali ta svet po resničnih dogodkih na terenu in v zgradbi United Nations, kjer bodo ljudje, ki so tam živeli, delali, hodili v službo, bili v neposrednem kontaktu z ljudmi, ki bi morali biti naša moralna, etična, vzorna svetla točka, pa vendar se izkaže vse drugače. In ti ljudje imajo tako moč, da so potem seveda vsem, ki so si upali spregovoriti, javno povedati te stvari, so ti ljudje v nenehnem strahu, nikjer ne morejo več dobiti službe. Skratka, vse, kar boste videli, je po resničnem dogodku posneto lani in to je pač BBC naredil. Zadeva kroži. Če ravno bi najraje te stvari United Nations pa vse to prepovedali, ampak vseeno toliko je še, medmrežje tako deluje, da še vedno se lahko ta stvar, ki je predvaja, ne morejo ravno povsod in vsega predvideti. Da si ravno delajo na tem, da bi nam vsak kanal zaprli, od vsakega evra, do vsakega izhoda, do branja naših misli in tako naprej, vendar o tem bomo govorili v mogoče naslednjih sobotah kaj več. Zdaj pa vam želim prijeten večer, uživajte. Po filmu bomo spet naredili kratko pauzo in nocojšnji večer bo zaključila potem predsednica Iveljana Belis.